Rada je plesala na Instagramu. Želela je postati vplivnica in sledila je vsem najnovejšim trendom. Toda potem je ta ženska z Floride objavila stvari na družbenih omrežjih s psi, ki jih nihče ne bi smel nikoli videti. Sam and Jeanette Levy in Choose Your Crime Fix. Preden se lotimo tega resnično pretresljivega primera, vam želim povedati o aplikaciji, ki jo uporabljam in mi je zelo všeč. Imenuje se Upside in z njo lahko dobite denar nazaj pri stvareh, ki jih kupujete ves čas, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Takole naredite. Aplikacijo Upside si brezplačno prenesete. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij in plačate kot običajno s svojo kartico. Nato potrdite nakup in dobite denar nazaj. Takoj ga boste videli. Recimo, da potrebujem gorivo ali pa si eno noč zaželim hrane za seboj. Najprej bom poiskala ponudbe na Upside. Ko porabim denar, se mi denar pojavi v aplikaciji, ki ga lahko neposredno prenesem na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju letno dobijo nazaj $254. Temu ni para. Da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte tisto QR kodo, ki jo vidite na zaslonu in uporabite promocijsko kodo CrimeFix, da prejmete dodatnih 25 centov nazaj za vsak galono pri vašem prvem tankanju goriva. Logan Gaminski je veliko časa preživela na Instagramu. Plesala je in celo delila fotografije ter video posnetke svojih psov. To je Princeton. Logan Gaminski je rada pozirala na Instagramu v bikiniju. Nič ni narobe s tem, to je zakonito. Vendar pa je Logan Gaminski na Instagramu s svojimi psi počela stvari, ki so bile popolnoma ogabne in popolnoma nezakonite. In zdaj bo za dolgo časa odšla v zapor. Prvič sem vam povedala o Logan Gaminski marca 2025. Primer Gaminski nas popelje v okrožje Marion na Floridi, severno od Orlanda in južno od Gainesvilla. Januarja 2025 so tamkajšnji šerifovi namestniki povedali, da so prejeli namig, da Logan Gaminski objavlja videoposnetke svojih psov na Instagramu. In v teh videoposnetkih, pravijo policisti, je Logan Gaminski prisiljevala enega od psov, da je počel stvari, ki so bile spolne narave. Preiskovalci so povedali, da je bil en videoposnetek dolg 32 sekund in zelo zaskrbljujoč. Pes je bil rjavo-bel čivava, vendar obraza ženske v videoposnetku ni bilo mogoče videti. Vendar pa je v poročilu o incidentu navedeno, da video prikazuje tudi možen piercing v popku pri belki, kar je na več fotografijah na obtoženkinem Instagram profilu mogoče videti tudi pri njej. Seveda so detektivi pregledali tudi druge videoposnetke na Instagram računu, da bi ugotovili, ali je to Logan Gaminski. Detektivi pravijo, da so našli tudi druge videoposnetke, na katerih je Gaminski s psi, in da nekateri, citiram, prikazujejo njo z majhnim rjavim psom, morda čivavo, ki je identičen tistemu v videoposnetku. Ta pes je majhen in svetlo rjav, z velikimi rjavimi ušesi, belo črto, ki poteka po sredini glave, belim trebuhom in belo dlako, ki sega do polovice po pasjih nogah. Potrjujem, da ima pes v videoposnetku vse te iste značilnosti. Prav tako sem našla fotografijo, objavljeno 5. aprila 2024, na kateri je obtoženka z istim psom, ki nosi enako temno ovratnico, kot je prikazana v videoposnetku. Zdaj so detektivi v okviru preiskave poklicali osebo, ki jim je poslala videoposnetek. Detektivka je v poročilu o aretaciji zapisala: "Stopila sem v telefonski stik z osebo, ki je poslala to informacijo in je želela ostati anonimna." Izjavili so, da so 27. januarja 2025 opazili omenjeni videoposnetek, objavljen na javni Instagram strani obtoženca Alex Gum X. Obvestili so, da je bila objava že izbrisana, vendar pa so uspeli shraniti videoposnetek, preden je bil izbrisan. In to je tisto, kar so predložili kot anonimni namig. Obvestili so, da so si ogledali Instagram stran obtoženke in opazili fotografije obtoženke z enakimi nohti in istim psom kot v videoposnetku. Opisali so, da so 27. januarja 2025 opazili objavo bivšega fanta obtoženke, ki je naredil posnetek zaslona omenjenega videoposnetka na svojem Instagramu, v njem označil obtoženko in jo označil za ogabno. Tudi ta objava je bila izbrisana. Vendar so uspeli narediti posnetek zaslona objave in ga priložili prijavi. Marca 2025 so detektivi šli govoriti z Loganom Gaminskim. Ena detektivka je zapisala: 21.3.2025 sva z detektivko Ala Rock opravili razgovor z obtožencem Loganom Gaminskim. Obtoženka je priznala, da je ustvarjalka vsebin,
kar je opisala kot uporabo platforme Fansly za prodajo svojih fotografij in videoposnetkov, na katerih je gola in prikazuje različna spolna dejanja uporabnikom na internetu. Obtoženka je priznala, da je posnela videoposnetek, na katerem izvaja spolno dejanje s svojim psom Princeton, ki ga je opisala kot rjavo-belega čivavo. Povedala je, da je to storila na zahtevo uporabnika Snapchata, Sire, ki jo je prosil, naj posname video in mu ga pošlje. Obtoženka je za izvajanje tega spolnega dejanja in snemanje prejela $500 od Sireja. Obtoženka je povedala, da je posnela tudi drugi video, ki je vseboval spolna dejanja z drugim psom, Rosie, ki jo je opisala kot rumeno labradorko. Obtoženka je povedala, da so se videoposnetki še vedno nahajali na njeni mobilni napravi, ki jo je opisala kot Apple iPhone 15 Pro Max. Obtoženka je povedala, da so bili videoposnetki poslani prek Snapchata in dodala, da je njeno Snapchat uporabniško ime Logan Nicole 77. Gaminski je bila aretirana in odpeljana v zapor. Logan Gaminski je bila sprejeta v zapor okrožja Marion zaradi obtožb snemanja ali posedovanja slik ali videoposnetkov spolne aktivnosti z živalmi ter nezakonitega spolnega stika ali aktivnosti z živaljo. Izrekla je, da ni kriva za te obtožbe in bila izpuščena na varščino. Zdaj vem, da se sprašujete, kaj se je zgodilo s psi. Ali so ji dovolili obdržati pse? Na to bom odgovorila v trenutku. Gaminski je dejansko imela 3 pse. Princetona, Dema in Juniper. Primer Gaminski je bil določen za sojenje, a pred nekaj dnevi je spremenila svojo izjavo o krivdi in priznala krivdo za 2 kaznivi dejanji: snemanje ali posedovanje slik ali videoposnetkov spolne aktivnosti z živaljo ter 1 kaznivo dejanje nezakonitega spolnega stika ali aktivnosti z živaljo. Sodnik je Logan Gaminski obsodil na do 36 mesecev zapora, to so 3 leta. Vrnjena je bila v zapor okrožja Marion. Ko je bila Logan Gaminski prvič obtožena, se je strinjala, da svoje pse, Princetona, Bema in Juniper, preda svoji mami. Gaminski je rekla, da ne bo več skrbela za pse in ne bo imela stikov s psi. Sodišče se je s tem strinjalo. In seveda so se tudi tožilci. Rad bi povabil doktorja Daniela Baberja. On je forenzični psihiater. In prav tako dela na Floridi. Dr. Bober, najlepša hvala, da ste se ponovno pridružili pogovoru o tem primeru. Vem, da so o tem primeru že govorili. Logan Gaminski je priznala krivdo za obtožbe. Imeli so vse dokaze proti njej. Imeli so videoposnetke, imeli so njeno priznanje tukaj. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bo lahko prejela do 36 mesecev zapora in nato še 24 mesecev pogojnega nadzora? Poslušajte, Anženet, to je očitno zelo nenavaden in zaskrbljujoč primer. Moje vprašanje bi bilo, ali gre res za osebo, ki ima pravo parafilično motnjo? Ali gre za osebo z atipičnim vzorcem spolnega vzburjenja, kjer pride do postopnega stopnjevanja, iskanja novosti in tolerance, ter na koncu do prestopanja meja? To pogosto vidimo pri vedenjskih zasvojenostih, kjer obstaja ta krog ojačitve, kjer imamo novost in sproščanje dopamina, tabu in naraščajoče vzburjanje, ter na koncu to ponavljajoče se pogojevanje, ki se pojavi. Ali pa je stvar veliko bolj preprosta? Je to zgolj transakcijsko? Gre res samo za denar? Vemo pa, da so ljudje, ko gredo na splet, zelo pogosto manj zadržani. Obstaja nekakšen občutek anonimnosti. Nihče ne bo res verjel, da sem to jaz, kar se v tem primeru očitno ni zgodilo. Obstaja skoraj neka disociacija, kjer postanejo odklopljeni od svojih misli in čustev. In morda počnejo stvari, ki jih ne bi naredili pred občinstvom ljudi, ker je v spletni skupnosti občinstvo v bistvu nevidno, kaj ne? Ne vemo, koliko ljudi nas v določenem trenutku gleda. In to samo po sebi je lahko zelo spodbudno, ne glede na to, ali govorimo o denarju, žetonih ali všečkih. Zato mislim, da so ljudje veliko bolj pripravljeni narediti določene stvari in prestopiti mejo na spletu, kot bi bili, če bi sedeli pred skupino ljudi. In potem je seveda možno, da gre preprosto za nekoga z narcističnimi in antisocialnimi lastnostmi. In seveda je še nikoli nisem osebno pregledal. V podobnih primerih vidimo ljudi, ki imajo napihnjen občutek lastne vrednosti, kršijo pravice drugih, nimajo občutka krivde in nimajo empatije,
ter so bolj nagnjeni k takšnim dejanjem. Tako da je res težko vedeti, kaj se dogaja samo na podlagi tega enega utrinka. In veste, zelo verjetno ima zgodovino razvojne travme, kjer je bila izpostavljena zelo seksualizirani vsebini v mladih letih in je doživljala kršitve osebnih meja, ko je bila mlajša. Zelo težko je vedeti, vendar so v primerih ali pri pacientkah, ki sem jih zdravil, to pogosto podobne zgodbe, ki sem jih opazil. Veš, ona je vplivnica, oziroma bi jo jaz res imenovala kar kvazi vplivnica, ker je želela zaslužiti z objavljanjem na spletu. In verjetno ima tudi nekaj narcisoidnih lastnosti. Pozira, veš, v kopalkah na spletu. Ali pa je vsaj to počela. In zato, veš, mora biti prisotna določena mera, veš, nekaj drznosti, da to počneš. Ampak to, kar je zdaj priznala, da je naredila, je res. Mislim, to je naravnost ogabno. Čez vse meje. Rekli so, da je, veš, prisiljevala psa, da je počel te stvari. In priznala je, da je to naredila. In rekla je, no veš, da je ta moški, Sire, plačal denar, da to naredi. Ampak ob tem se nekako sprašujem, veš, ker zveni, kot da je to objavila na Instagramu. Mogoče je bila to napaka, mogoče ni nameravala tega narediti. In nekdo je naredil posnetek zaslona. Kolikokrat je to še morda naredila in to za denar, pa je niso ujeli? In to je zame tukaj odprto vprašanje. Predvidevam, da bi policisti to preverili, ampak morda niso, če niso imeli dokazov za to. Ker se sliši, kot da je nekdo to videl, naredil posnetek zaslona in potem prijavil policiji. In dejstvo, da obstaja občinstvo ljudi, ki jih spolno vzburja tako zelo vznemirjujoča vsebina, je tudi zame zelo zaskrbljujoče. Zelo je zaskrbljujoče. Imela je 3 pse in pse so jo dozeli. Hvala Bogu. Zdi se, da jih je vzela njena mama. In sodišče je že takrat, ko se je to prvič zgodilo, na obravnavi povedalo, da ne sme imeti nobenega stika s psi, da ji ni dovoljeno imeti psov. Kot del njene kazni so ji povedali, da ne sme imeti psov, da ne sme imeti živali. In to je dobra stvar. Zaradi tega se malo sprašujem, ali verjamejo, da to ni bila samo enkratna stvar, če je to način. Res je služila denar na tej drugi strani, na tej Fansly ali kakorkoli že, kjer je snemala stvari, vsebine s psi in morda tako služila denar. In ni samo objavljala stvari na Instagramu in tej strani Fansly, počela karkoli, kar bi bilo zakonito. Ker je imela 3 pse, in je objavljala fotografije in videoposnetke sebe s psi. Tako da, ne vem, kaj pa ti misliš? Mislim, ti si tukaj psihiatrinja. Misliš, da to verjetno ni bila samo enkratna stvar? Najbolj pereče vprašanje zame bi bilo, če bi sedel in se pogovarjal z njo, ali je to nekaj, kar je počela izključno zaradi denarja, ker je vedela, da za to obstaja občinstvo. Ali pa je to nekaj, iz česar si tudi sama dobila zadovoljstvo. Veš, očitno obstajajo vse vrste pornografskih strani, kjer ljudje uprizarjajo določene fantazije za druge in to počnejo, ker je to povsem transakcijsko. To počnejo za denar. Veš, ko ugasnejo kamero, poskušajo živeti na videz normalno življenje ali pa to ločevati od preostalega. Vendar sami iz tega ne dobijo zadovoljstva. Torej, to je res tisto, kar bi želel izvedeti od nje. Ali je to osebno zadovoljstvo, ali to počne izključno zaradi denarja. To bi rad vedel. Ampak zame je stvar v tem, da to počneš izključno zaradi denarja. Mislim, ni tako, kot da bi samo pozirala na spletu izključno zaradi denarja. Kar so opisali v tej izjavi pod prisego, je, da je ta ženska prisilila psa, da ji je počel stvari pod pasom. Mislim, to je tako ogabno. Pravzaprav je še huje kot ogabno. Vem, da si lastnica psa. Tudi jaz sem lastnica psa. Mislim, obstajajo določene stvari, ki jih ljudje očitno naredijo za denar. Ampak tukaj govorimo o tem, da psa spodbujajo, oziroma, kot pravijo, silijo, da ti za denar počne določene stvari. To je pa že povsem druga raven. Se popolnoma strinjam. Veš, to me spominja na nekatere te organizirane kriminalce, ki sem jih srečal, ki lahko pobijajo cele družine ljudi, potem pa grejo domov, večerjajo svojo družino in se obnašajo, kot da se ni nič zgodilo. Torej je tam določen razkorak.
obstaja določena kognitivna disonanca, če hočeš, med nekom, ki lahko to stori in reče, da je to zgolj zaradi denarja. Ampak obstajajo ljudje, ki so sposobni te vrste vedenja razdeliti na predale in na to nadaljevati ter živeti svoje življenje. Veš, kakršnekoli patološke obrambne mehanizme morajo uporabiti, da izpeljejo takšne stvari. Za različne ljudi je to zelo različno, ampak to je zame največje vprašanje. In seveda so sama dejanja vznemirjajoča. In mislil bi, da bi nekdo znal potegniti mejo nekaj, v smislu, veš, naredil bom nekaj za denar, ampak tega pa nikoli ne bi naredil. Ampak pri njej se ni zdelo, da bi obstajale kakršnekoli meje. Ni se zdelo, da bi obstajala kakršnakoli točka, kjer bi se ustavila in ne bi prestopila nobene meje za svoj finančni dobiček. Tako da bo dobila do 36 mesecev zapora. In na sodnih dokumentih piše državni zapor. Torej bo šla, res gre v zapor, to ni šala. Ne gre v okrožni zapor. Na njeni zaporniški fotografiji pa izgleda precej šokirana. Kot da ne more verjeti, da se to res dogaja. Dogaja se. Zagotovo se dogaja. In potem bo še 24 mesecev pod probacijskim nadzorom. Tudi probacijski nadzor ni šala. Moraš se redno javljati. Probacijski uradnici, moraš se izogibati težavam in ne smeš se vrniti k temu, kar si počela prej. Torej, to je 5 let. 3 leta zapora, če odsluži vseh 36 mesecev in na to 2 leti javljanja med probacijskim nadzorom. Poleg tega bo do konca življenja obsojenka za hudo kaznivo dejanje. Torej, kako? Očitno je niste pregledali, ampak... Kako uspešna bo, ker gre za nekoga, ki je očitno želela biti vplivnica. Bila je povsod na Instagramu in na Fansly, kjer je poskušala zaslužiti na ta način. Ne zdi se, da bi kaj zaslužila, saj je bila brez sredstev in je dobila odvetnika po uradni dolžnosti. Torej, očitno ni imela veliko denarja, ni veliko zaslužila s tem, kar je počela. Ali bo morda uspešna, ko bo prišla iz tega, zaključila probacijo in vse to? Morda tega ne bo več počela, ampak bo morala najti službo. To je običajno del probacije. Ja, veš, mislim, da ji bo težko. Razmišljal sem o tem, kako se bo znašla v zaporu, tako kot so tam spolni prestopniki nad otroki in drugi zaporniki izvajajo za njihova kazniva dejanja. Kako bodo drugi ljudje v zaporu reagirali na njo? In potem, veš, morda je to počela zato, ker ni imela veliko drugih možnosti, iz kakršnih koli razlogov, recimo učna motnja, pomanjkanje izobrazbe, karkoli že. Na tak način si je služila za preživetje. Kako bo prišla iz zapora in potem poskušala najti običajno službo, ko bo vse to viselo nad njo, stigma, ponižanje, sram? Mislim, da ji bo težko. Kako druge zapornice v ženskem zaporu gledajo na to? Ljudje, ki bi vzeli svojega psa, svojega čivavo in morda še svoje druge majhne pse in jih prisilili, da počnejo spolne stvari na spletu za denar? Kako so takšni ljudje gledani v ženskem zaporu? Če pomisliš na razlog, zakaj zaporniki napadajo druge zapornike, ki so zagrešili zločine nad otroki, mislim, da je prepričanje, da se otroka ne dotikaš. Veš, obstajajo določene meje, ki jih ne prestopiš, ker so otroci popolnoma nedolžni. In na enak način so tudi živali popolnoma nedolžna bitja, kaj ne? Prideš domov iz službe, imel si grozen dan, oni pridejo k tebi, želijo le ljubezen, povezanost in naklonjenost. Ti pa jih izkoriščaš, jim škodiš, jih sramotiš in ponižuješ za svoje lastno zadovoljstvo ali finančni dobiček. Težko si predstavljam kaj hujšega od tega. Zanimivo. Torej misliš, da ko bo prišla v ženski zapor, bodo nekatere od teh žensk, ki so tam zaradi tega, kar so naredile ali kar so bile obsojene, pogledale njo in rekle, ti si bolna? Poslušaj, vem, kako se počutim glede svojega psa, prav? Če bi mojega psa skoraj povozil avto, bi skočil pred avto, da ga zaščitim. Tako da je tam zunaj kar nekaj zvestih, ljubečih, predanih lastnikov psov, za katere mislim, da jih bo to zelo, zelo zmotilo. Prej si omenila eno stvar, doktorica Bober. Veš, želiš si, nekako se sprašuješ, ali ima tukaj res parafilijo, ali pa je to počela samo zaradi denarja.
Ampak res, če si pripravljena to narediti samo zaradi denarja, kar je opisano v izjavi pod prisego, in še sploh nisem šla v podrobnosti. Opisala sem to kot prisiljevanje psa, da naredi nekaj pod pasom, ker je bilo tako opisano v izjavi pod prisego. Nisem šla v grozljive podrobnosti in tudi ne bom. Ampak če to delaš samo zaradi denarja, moj bog, to je pa res. Težko verjamem, da ni nekaj narobe s tabo, tudi če nimaš, kot pravijo, te parafilije, ker je to preprosto ogabno. To se navezuje na to, kar sem rekel o antisocialnih lastnostih, kaj ne? Ne čutiti empatije, ne čutiti obžalovanja, biti pripravljen lagati, goljufati, krasti, manipulirati, narediti karkoli je treba, da napreduješ, da zaslužiš denar. To se nanaša na neke vrste antisocialne lastnosti, ki so morda prisotne pri nekom, ki počne takšne stvari in je sposoben to narediti. No, samo pomislite, kako veliko lažje bi bilo, če bi morda poskusila pošteno zaslužiti za življenje. Ne pravim, da delo na Instagramu ni pošteno delo, ampak če s tem ne zaslužiš dovolj za preživetje, bi morda morala poiskati drugo službo in početi kaj drugega. Ker mislim, da je to verjetno zelo težka pot. Seveda. To je ogabno. Mislim, da imaš prav. Morda je bo v zaporu težko, ampak mogoče se bo kaj naučila. Prišla ven in našla službo, kjer bo lahko zaslužila denar, ne pa zlorabo psov. No, Za karkoli že bo počela, definitivno potrebuje terapijo in svetovanje za duševno zdravje. Da bi poskusili malo globlje raziskati, kaj se tukaj dogaja in ugotoviti, kakšne so njene motivacije za takšno vedenje. In več o njenem ozadju in zgodovini, ki bi lahko privedla do tega. brez dvoma. Dr. Daniel Baber, kot vedno, hvala za vaš čas in strokovnost. Cenim to. Hvala. Inženera. Kot sem omenila prej, bo Logan Gaminski preživel 36 mesecev v zaporu, oziroma do 36 mesecev v zaporu. In po izpustitvi bo 24 mesecev pod probacijskim nadzorom. Kot del njene kazni ji ni dovoljeno imeti ali posedovati nobenih živali. In ko bo pod probacijskim nadzorom, ne bo smela živeti ali delati na nobenem mestu, kjer so živali. Hvala Bogu. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anženet Levi, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.